stari in nemogli neozdravljivo bolni ljudje oziroma hiralci so posebni fenomeni zgodovine starosti, pa tudi zgodovine revščine, ki so bili deležni oskrbe v hiralnicah konca 19. in prve polovice 20. stoletja, ker niso imeli doma ali v občini potrebne najnujnejše človekoljubnim načelom odgovarjajoče nege in postrežbe ter stalnega zdravniškega nadzorstva. Večinoma so bili to reveži, ki niso imeli nobenega sorodnika, ki bi jim na stara leta dajal možnost v miru preživeti zadnji svojega življenja, in pa občinski reveži, ki so tako oslabeli, da niso mogli več hoditi od hiše do hiše in prositi za miloščino. Preden so hiralnice začele delovati kot samostojni zavodi, torej od 70. let 19. stoletja naprej, so hiralce po večini nastanili v špitalih, v božnih hišah in javnih bolnišnicah, ker pa so se te posebne kategorije neozdravljivih in družbeno nezaželenih starostnikov zelo upepali, češ, da naj bi zasedali prostor bolnikom, ki jih je bilo mogoče pozdraviti. Sprejetjem zakona z dne 17. junija 1869 pa se siromati z neozdravljivo boleznijo sploh niso smeli več sprejemati v javne bolnišnice. Od tega časa naprej so potem začele nastajati deželne hiralnice posebej. V 19. stoletju so bile temeljna podlaga oskrbe revnih še vedno smernice odloka cesarja Jožefa II. Iz leta 1781, ki je med drugim odrejal vzdrževanje povsem nezmožnih, ki so zaradi starosti telesno in duševno povsem oslabeli, tako da niso ali prav ničesar zmožni, ali popolnoma slepi, gluhi ali hromi, ki ne morejo ostati iz postelje ali se komaj vlačijo naokrog. Poleg vzdrževanja povsem nezmožnih je Jožef II. Odrejal tudi vzdrževanje tistih, ki povzročajo škodo in gnusen odpor, mednje pa je prešteval blazne in zrakavine ali podobnimi poškodbami obremenjene osebe, ki morajo biti odstranjene iz splošne družbe in izpred oči njenih ljudi. Jožef II. Je priporočal, da se morajo takšni premestiti v kar najbolj oddaljen špital, stroški za njihovo izolacijo, pa naj bi bili seveda čim nižji. Predvsem podobna je dikcija v Mišler-Ulbrihovem priročniku iz leta 1896, pod geslom humanitarne ustanove v razlagi v hiralnicah namreč beremo, da morajo sprejeti takšne individuume, ki bodi si trpijo zaradi neozdravljive bolezni ali pa so obremenjeni z vzbujajočimi telesnimi poškodbami in končno takšne individuume, ki so popolnoma nezmožni za delo ali za služek in so ostali brez vseh drugih podpor njihovih svojcev ali sorodnikov. Oskrba revnih se je torej še v drugi polovici 19. stoletja opirala na principe Jožefa II., saj njegovi nasledniki niso sprejeli nobenih bistvenih sprememb. Povsem nemočne in bolehne, zatorej vsekakor nezmožne za delo in za služek, stare osebe brez vsake pomoči, dalje reveže, ki imajo neozdravljive poškodbe ali okvare, naj bi brez razlik v veroizpovedi namestili v hiralnice. Tam naj bi dobili zatočišče, ogrevanje, razsvetljavo, obleko in perilo, v primeru bolezni pa zdravniško oskrbo, zdravila, tudi prehrano. Takšna socialna politika do revnih hiralcev se ni bistveno spreminjala in je vztrajala tudi kasneje, tudi po razpadu vojne monarhije. Dežela Štajerska je pred izgradnjo hiralnice v Vojniku leta 1892 premogla 5 deželnih hiralnic, najbližja je bila tista na Ptuju, ki je bila odprta leta 1875. Ustanovitelj novega zavoda v Vojniku, Landeszichnanstalt in Hoheneck se je imenovala, ki je bil ukinjen na to šele
leta 1959, je bil torej Štajerski deželni zbor, ki je vršil nadzorstvo, dajal dovoljenja za sprejem oskrbovancev in določal višino oskrbnine. Enako velja tudi za kasnejše lastnike. Med obema vojnama je bila najprej v pristojnosti Mariborske oblasti in se je imenovala oblastna hiralnica v Vojniku. Po ustanovitvi Banovin pa je prešla kot banovinska hiralnica v Vojniku v pristojnost Kraljevske banske uprave Dravske Banovine, ki je odslej določala višino oskrbnine, njeno znižanje in izdajala tudi dovoljenja za sprejem hiralcev. Med okupacijo 1941-1945 je bila hiralnica podrejena državnemu namestniku in šefu civilne uprave za Spodnje Štajersko in imela naziv Gausicheanstalt in Hojnik. Po osvoboditvi leta 1945 se je ustanova preimenovala v dom onemoglih v Vojniku, leta 1958 pa se je ta dom preimenoval v dom oskrbovancev v Vojniku. Ukinili so ga naslednje leto, leta 1959, od leta 1960 pa v tej stavbi deluje nevropsihiatrični oddelek Celjske bolnišnice. Štajerske deželne hiralnice ne moremo in ne smemo istovetiti z ubožnicami, ki so imele le krajevni pomen, saj so pokrivale širše območje in sprejemale hiralce proti plačilu določene oskrbne pristojbine. Občine so bile v prvi vrsti dolžne same skrbeti za svoje reveže, za reveže v javnih in tudi zasebnih hiralnicah pa so morale redno plačevati oskrbne stroške, zato se je od njih vselej zahtevala obvezna izjava plačevanja določenih oskrbnih stroškov. Njihovi prispevki pa so se občinam običajno določali po višini občinskih doklad. Brezplačna oskrba v hiralnicah je bila torej povsem izključena. Podrobnosti o upravljanju in financiranju vojniške hiralnice tukaj ne bi naštevali, ker imamo časa. Hiralnica se je zaradi perečega pomanjkanja finančnih sredstev, prenatrpanih ločenih moških in ženskih prostorov in podobno, glede na arhivsko gradivo, nenehno srečevala s številnimi problemi. Tu ne povem, da gre kar za 5,5 metra arhivskega gradiva. Poseben problem je predstavljala tudi zdravstvena služba, saj zavod ni imel nameščenega stalnega zdravnika, temveč so to službo upravljali vsakokratni vojniški zdravniki, ki so po potrebi prihajali v zavod kot honorarni hišni zdravniki. Naprimer, 3-krat na teden je prišel za kakšno uro ali pa 2. No, v dom so nekateri zdravniki, ker so bili pač preobremenjeni, prihajali torej zelo neredno, strežniško službo so od ustanovitve doma do marca 1948 opravljale sestre usmiljenke iz reda svetega Vincencija Pavelskega, zavod pa je zaposloval tudi številno pomožno osebje. No, izgradnja novega zavoda v Vojniku ni bistveno izboljšala težkega položaja socialne oskrbe starih in onemoglih ljudi, ga je pa vsaj nekoliko umilila. Povprečni letni sprejem od leta 1892 do 1959 je bil 77 oseb letno, povprečno oskrbovanje posameznika je trajalo 2 leti in pol. Letno pa se je povprečno oskrbovalo 188 oskrbovancev. Skupaj je bilo sprejetih 5188 oskrbovancev, od tega jih je v zavodu umrlo 3588, 1600 pa jih je tako ali drugače zapustilo dom. Nekateri so kaj pobegnali, ene so občine same poklicali nazaj, niso več mogli plačevati za njih in tako naprej. No, preostane nam pa še kratka analiza angliške knjige 1941-45, ki sem jo pač izbral neko študijo primera. Ampak v arhivskem gradivu hiralnice Vojnik naletimo tudi na druge
mrliške knjige in zelo dragocena med njimi je mrliška knjiga s popisom umrlih od leta 1924 do 1959, ki prinaša podatke o številu in starosti umrlih po letih. Po zaporednih številkah vsebuje za vsako leto posebej ime in priimek umrlega, starost, datum smrti in datum pokopa, ter podatek, ali je pokopan na stroške bolnišnice ali na stroške drugih in kje je pokopan. Stroške pokopa velike večine umrlih je običajno krila hiralnica, pokopani pa so bili v vojni. V tej mrliški knjigi je zelo zanimiva tudi rubrika o zapuščini hiralcev, v kateri srečamo hudo redko opise manjših sob denarja. Pokojni niso seveda imeli nobenih vrednostnih papirjev ali efektov. Tudi rubrika vrednostnih predmetih je najpogosteje postala prazna ali pa je navajala zgolj kakšne malenkosti. V letu 1924, ko je umrlo 66 hiralcev, je zgolj pri enem navedena ena kovinska verižica za uro. Brez vrednosti. Podobno velja za leto 1925, ko je umrlo 44 hiralcev. Vrednostni predmeti, ki so bili kasneje izročeni sodišču, so upisani samo pri eni umrli. Imela je eno zlato verižico za uro, eno žensko double verižico za uro, poročni prsan, eni ženski vuhani in 27 kamni, pripomba en manj. Upisi v razpredelek oblačila si bili bolj pogosti, a kljub temu je pri mnogih tudi ta rubrika ostala prazna. Oblačila so kot zapuščino navajali od leta 1924 do 1936, nato pa so jih sploh prenehali pisovati. No, leta 1924, če vzamemo za primer, so pri pokojnih naprimer našteli en površnik in ene slabe hlače, pri drugi eno slabo naglavno ruto, eno staro zgornje krilo, dva naglavna robca, en par čevljev, dva slaba jopiča in tako dalje. Že sam pridevnik slabo pove, da gre za stara in ponošna oblačila, podatki o skromni zapuščini, ki so jih premogli hudo redki umrli, govorijo predvsem o njihovi revščini. Podatkovno bogatejša od omenjene mrliške knjige je v nekaterih pogledih ohranjena mrliška knjiga 1941-45, ki so jo vodili v času nemške okupacije. Ta prinaša sezname umrlih po posameznih mesecih. Umrli so zavedeni z zaporedno številko. Vse do 16. maja 1945 so podatke opisovali izključno v nemškem jeziku. V njej se je kot mrliški oglednik ves čas podpisoval zdravnik dr. Rudolf Mikuš. Zato, ker poleg podatkov kot so priimek in ime ter starost umrlega prinaša še podrobnejše podatke o datumu in kraju rojstva pokojnih, dalje v njihovi domovinski občini in deželi, običajnem prebivališču, veroizpovedi, posebnem stanu in poklicu, kot tudi podatke o kraju smrti, o lečečem zdravniku, o osnovni bolezni in neposrednem vzroku smrti, o datumu in uri smrti, o dnevu, uri in kraju obdukcije in o dnevu in kraju pokopa oziroma upepelitve, sem jo izbral za predmet vzorčne analize. Vpisi v mrliško knjigo se začno s 1. julijem 1941 in končajo z 9. junijem 1945, natanko 4 leta zatem, ko so iz vojnika v okviru izvajanja nacističnega rasnega programa, ki je tedaj potekal na ozemlju celotnega Rajha, odpeljali 92 hiralcev, ki so bili duševno zaostali ali pa so bolehali za lažjimi duševnimi boleznimi. Vsi ti so končali kot žrtve evtanazije v Hartheimu pri Lincu. Glede na podatke mrliške knjige 1941-45 je umrlo 46,6% žensk
in 53,4% moških. Umrljivost je bila najvišja leta 1944, za leto 1941 je seveda treba upoštevati, da Mrliška knjiga za to leto vsebuje podatke zgolj za polovico leta, enako velja tudi za leto 1945, no glede številk si lahko pomagamo s tisto prej omenjeno Mrliško knjigo, ki ima podatke za vsa leta, ampak ima samo številk. Čeprav je pred nami časovno kratek izsek v zgodovini tiranice vojnih, pa vendarle gre za izsek, ki so ga zaznamovale izredne in krizne vojne razmere. K večji umrljivosti je seveda pripomoglo pomanjkanje hrane in zdravil. Grafikon v nadaljevanju pa več kot nazorno prikazuje, da je bila v času okupacije umrljivost največja januarja, februarja in marca, najmanjše število umrlih pa beležilo maja, septembra in oktobra. No, ta tabela prikazuje v bistvu, koliko je bilo popisanih moških in žensk, umrlih in skupaj, ne? Sprav gre za zelo majhen vzorec, ne? Ampak povednejši so v bistvu drugi podatki v nadaljevanju. Tule je v bistvu še število umrlih v mesecih, ne? In kot sem rekel, največjih je bilo januarja, februarja in marca. No, analiza starostne strukture ohranjene Mrliške knjige glede na splošno dejstvo, da je v 19. stoletju in končno v 20. stoletju v Evropi in Severni Ameriki veljala bolj ali manj ista starostna meja, postavljena med 60 in 70 let, pokaže, da je več kot 60 let štelo 88,1% umrlih Iralcev, od tega 88,1% moških in 88,2% žensk. Največ starostnikov srečamo v območju med 66 in 85 letom. Najmočnejšo skupino pa so predstavljali stari med 81 in 85 let. Med moškimi ni nihče štel več od 95 let, to starostno mejo so presegle 4 ženske. Pri vseh umrlih je bila opisana rimsko-katoliška vera. Glede na osebni stan je bilo 52,5% samskih, 35,2% odovelih in 12,3% poročenih. Pri številu samskih ali odovelih moških in žensk ni bilo občutnih razlik. Podatek, da prevladujejo samski oziroma odovelih Iralci skupaj 87,7%, pa ni prav nič presenetljiv, saj so na stara leta ostali sami brez svojcev, ki bi lahko skrbeli za njih. Poročenih je bilo bistveno manj, med njimi pa je bilo znatno več moških, 68,9% žensk. Pred dobo starostnih pokojnin je morala večina starih ljudi seveda delati, dokler tega niso več zmogli. Delo za zaslužek sicer ni bilo edina komponenta njihovega improviziranega gospodarskega življenja, a bilo je najpomembnejše. Stari ljudje so nasploh poskušali upravljati svoj poklic tako dolgo, kot je le mogoče, saj je konec delovnega življenja pomenil bodisi revščino ali pa odvisnost od miloščine. V revščino paheni stari ljudje, ki so bili torej vsaj še koliko toliko pri močeh, so običajno upravljali lažja priložnostno dela ali pa so za manjše plačilo pomagali pri kmečkih opravilih. Posplošimo lahko, da je bilo delovno mesto za tiste stare ljudi, ki so še lahko delali, najpomembnejši vir dohodkov, nezmožnim za delo pa je preostala samo miloščina in razne oblike podpore revnim.
Invalidni in neozdravljivo bolni hiralci, kot posebna kategorija starih ljudi, so bili seveda nezmožni še naprej opravljati delo za zaslužek, ki jim je predtem zagotavljajo preživeti. Nekateri so, kot rečeno, jesen življenja preživeli na cesti in bili odvisni od miloščine tujih ljudi, nekaterim pa je bila usoda bolj naklonjena in so prišli vsaj do hiralnic. Analiza pokaže zanimivo podobo socialnega sestava oziroma poklicne strukture bolniških hiralcev v letih 1945. Podobno kot v vsej dobi, če gleda celotno, obstaja hiralnice, so tudi v tem času prevladovali bivši kmečki delavci in delavke, mlinari in mlinarice, hlapci in dekle in siromašni viničari. Vse skupaj jih je bilo 127 ali 53,8% vseh umrlih. Iz tabele je sicer razvidno, to so zelo slabo vidi, ker je pač to dolga, pač nisem spravo gorne, je razvidno, da med pisi v rubriko poklici stopa še 21 navedb gospodinja, nekaj več je bilo še bivših zaposlenih v obrti, izrazito majhen pa je odstotek bivših tovarniških delavcev. Med moškimi je omeniti še 9 bivših rudarjev, kar kaže tudi na njihov slab položaj, ko niso bili več zmožni opravljati težaškega dela. Pri 6 osebah je navedeno, da so občinski reveži oziroma reve, pri 82-letni ženski z domovinsko pravico v Laškem pa je bilo maja 1942 kot poklic navedeno, da je ciganka cigojna. Na kljub pomanjkanju konkretnih podatkov lahko sklepamo, da se je zdravstveno stanje z naraščajočo starostjo slabšalo in da so stari ljudje zaradi tega potrebovali večjo oskrbo. Bolehnost in šibkost zaradi starosti je bila sploh zelo pogosto navedena kot vzrok smrti, saj naj bi bili tako zdravniki in bržkone tudi njihovi pacienti sprijaznjeni s predstavo o naravni in neizogibni smrti. Sploh se zdi, da je bil odnos zdravnikov do hiralcev v glavnem fatalističen in da so bolnikom nasploh dajali malo upanja na izboljšanje. V starosti naj bi pač počasi, a ne pretrgano odpovedovale telesne moči. Takšen fatalizem večine zdravnikov je bil po vsej verjetnosti pogojen s slikovito starodavno metaforo o sveči, ki počasi izgoreva in ki naj bi bila simbol omejene količine življenjske sile, ki je dana vsakemu posamezniku. Pojem starostna oslabelost je v 19. stoletju in tudi še kasneje tvoril osrednji družbeni koncept za označevanje starosti kot patološkega stanja, delovne nezmožnosti in izgube socialne avtonomije. Starost in starostna oslabelost sta bili tendenčno poistoveteni. Sinonima za starosten, senilen in starostno oslabelost, senilnost, sta se postopoma spreminjala v smeri vsebinsko razvrednotenih pojmov sklerotičen oziroma opustenev ali posebno starostno čudašno. V geriatrični literaturi se pojavlja starost kot vse labilno stanje, ki naj bi ga preživeli skrajno zmernost. Aktivnost in strast naj bi zlahka imeli za posledico telesne hide ali debilnost, predvsem na področju spolnih odnosov. Sicer je bilo široko razširjeno pojmovanje, da naj bi bili ti v starosti manj pomembni. Razlike med spoloma so izgubljale na pomenu, moški in še bolj očitno ženske so se z naraščajočo starostjo približevali neutralnemu tipu. Psihološka literatura je začela ugotavljati dojemanje intelektualnih sposobnosti in ustvarjalne zmogljivosti po višku med 30 in 45 letom starosti. Višja starost je bila enačena zlasti z duševnim usihanjem. Na tabeli prikazana analiza bolezni bolniških hiralcev pokaže, da je bila ta starostna oslabelost, marazmus senilis, alter švehe, navedena kot vzrok kar pri 4/5 umrlih moških in žensk.
Veliko raznolikost pa izkazujejo tudi navedene bolezni, vzrok smrti pri ostalih petinih hieracij. Gre predvsem za bolezni srca in ožilja, možganske kapi, rakava obolenja, revmatizem in otromelost, tuberkulozo. Zanimiva je tudi navedba samomora z obešenjem iz leta 1940. Glavna, ta najviška knjiga prinaša še potem datum smrti in uro, potem da je bila obdukcija in da je bil pokop, to je po 2-3 dni. Zaključim lahko z mislijo, da so diskriminirani in izolirani hierarci, ki smo jih obravnavali, v širšem kontekstu nekdanjega širokega spektra starih ljudi spadali v kategorijo shujšanih, bolehnih, šibkih in posamljenih starcev, ki so preživljali svoje zadnje dni v javni ustanovi, ločeno v družine in prijatelje. Brez osebnega premoženja, nesamostojni in brez dostojanstva. To jih je izrazito razlikovalo od starih ljudi na drugi strani spektra, od poglavarjev premožnih družin, spoštovanih in z lastnim premoženjem, vdanih družino, služenčarji in znanci, ki so svoje zadnje dni preživljali v pokoju, v lastnem domu in so imeli dovolj časa, način in razuma, da so se lahko pripravili na neizogibno. Večina starih ljudi pa je seveda živela med omenjenima ekstremoma, bogatih in revnih, med udobnim domom in hladno ustanovo, med familiarno zvestobo in obupno osamljenostjo, med prijetnim preganjanjem časa in ponižujočim delom, med duhovno povzdigo in hromečim dolgčasom, med samostojnostjo in odvisnostjo. Hvala lepa.